40 minut volilnih novic. Bioplenarna se ruši. Ekološki vrt. Gasilci tekmujejo na Dobravi. Poletni bralci, poletavci. Zaključek jesenskih serenad. Katarinski tek. Lepo pozdravljeni. Dan po imenovanju 12. slovenske vlade je medvoški občinski odbor Desusa gostil prvaka stranke, v tej vladi pa ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca. Ta se je občinskemu odboru in vsem članom stranke najprej zahvalil za vse delo na terenu, potrebno, da so dosegli takšen volilni rezultat na državni ravni. Najboljšega doslej. Prvi dan srečanja je bil torej namenjen predvsem dogajanju na državni ravni. Karel Erjavec je podpisano koalicijsko pogodbo označil za uspeh Desusa, saj kot pravi so v njem zapisane vse njihove bistvene zahteve. Mi smo obljubljali regres za vse upokojence in v koalicijski pogodbi je zdaj dodatnih 40 milijonov evrov, tako da naslednje leto pričakujemo, da bodo vsi upokojenci prejeli regres. Potem dogovorili smo se tudi glede usklajevanja pokojnin, če bo gospodarska rast, in sicer naj bi bila 2,5-odstotna. Če bo takšna gospodarska rast, bomo tudi usklajevali pokojnine. Potem je tukaj demografski sklad, kateri namen je, da del kupnin iz privatizacije državnega premoženja gre v demografski sklad, ki bo zagotavljal stabilnost pokojninske blagajne. Tisto, kar smo obljubili na državni ravni, smo naredili in to pričakujemo tudi od vas na lokalni ravni, da so obljube realne in da jih uresničite, je prvak Desusa Karel Erjavec zabičal zbranim. Že sicer pravi, da niso stranka, ki bi gradila gradove v oblakih. Država je sicer tista, ki vzpostavlja pogoje za boljše življenje upokojencev, veliko pa je tudi na lokalni oblasti. Vemo, da občine imajo tudi določene pristojnosti na področju osnovnega zdravstva in tukaj je treba tudi zagotoviti starejšim tiste storitve, ki jih potrebujejo. Danes je bilo na primer govora zlasti o zobozdravstveni dejavnosti. Pohvalil je delo medvoškega občinskega odbora Desus, ki ga vodi Majda Lenardič. Andrej Satran, ki je član Desusa od samega začetka, je prejel zlato plaketo stranke, Ivan Špenko srebrno in Janez Meglič bronasto. Jaz mislim, da tudi na lokalni ravni je mogoče z različnimi aktivnostmi doseči to, da se uresničijo interese, ki jih pač potrebujejo starejši. Naprimer tukaj tudi njega na domu, preko javnih del bi lahko marsikaj postorili. Tako da v okviru občinske politike se da marsikaj postoriti tudi, kar se tiče starejših. Drugi del srečanja medvoškega Desusa s predsednikom Karlom Erjavcem je bil namenjen tudi predstavitvi programa stranke na lokalnih volitvah in predstavitvi kandidatov za občinski svet. Nosilci liste so vsi trije dosedanji občinski svetniki. Ivan Špenko v prvi, Franc Šušteršič v drugi in Zvonka Hočevar v tretji volilni enoti. Slednja, Zvonka Hočevar, sicer tudi direktorica Doma upokojencev Kranj, je kot uspeh stranke v iztekajočem mandatu navedla pomoč družini na domu. Storitev, ki se po novem izvaja tudi v popoldanskem času ter v sobotah, nedeljah in praznikih. Prioriteta pa, poleg novih programov na področju primarnega zdravstva, ostaja organiziranje dnevnega centra za starejše. To, da je prav na področju demence najtežje imeti svojega starostnika doma in da je dnevno varstvo izredno zaželeno, to je tudi oblika, ki je pravzaprav najcenejša. Za uporabnika se bomo absolutno zavzemali za to, da tudi v Medvodah dobimo dnevno varstvo. Dobila je tudi Erjavčevo zagotovilo, da je sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo med prioritetami na državni ravni. Ivan Špenko je izpostavil problematiko dolgotrajnega postopka sprejemanja občinskega prostorskega načrta in dobil Erjavčevo pojasnilo, da ni vedno krivda na strani državnih organov, ampak tudi občinskih. Že sicer je dal zavezo, da bodo imeli ministri iz Desusovih vrst svoja vrata odprta tudi za občinske svetnike. Jaz obljubim, da bom probal o tem se tudi z ministrico pogovoriti, pa ne ugotavljati krivdo ali je na državi ali je na občini,
ampak da te prostorske plane premaknemo naprej, pa da omogočimo našim občanom, obrtnikom, da ostanejo doma, da se naselijo drugam. Tudi Franc Šušteršič, nosilec liste v drugi volilni enoti, je izpostavil problematiko dolgotrajnega postopka pri pridobivanju gradbenega dovoljenja in vseh potrebnih dovoljenj, ki zavirajo podjetniško iniciativo. Dobil je Erjavčevo zagotovilo, da je novi državni sekretar dobil nalogo, da debirokratizira te postopke. In te obrtniki so praktično se že vsi izselili z naše občine, so šli v Komendo recimo, ali pa druge občine. Jaz mislim, da to prepočasno se obrača, no. Okoli teh papirjev, da se recimo, kaj svem, da bi se komunalno moglo to hitreje opremiti, ta zemljišče gor na Jepec, in bi to danes nekaj imela občina od tega, tako pa nima. Kot problem prihajajočega mandata pa je izpostavil tudi veliko zadolženost občine. Ker sam vem, kakšen problem je zadolžitev. Ker ni problem vzeti posojilo, problem ga je vračati. In to sem jaz na svoji lastni koži občutil. Na ta problem je med drugim opozoril tudi nestrankarski kandidat za župana Nejc Smole, ki ga je medvoški Desus javno podprl. Kot pravijo, sledijo sloganu izkušnje starejših in energija mladih z roko v roki. Ocenili so tudi, da se oboji zavzemajo za isto in da je zato sodelovanje zagotovljeno. Ja, na vsak način stranka Desus podpira kandidata Nejca Smoleta, mladega politika. Jaz upam, da mu bo uspelo, ker vidim, da ima dobre ideje. Tudi na lokalni ravni se da marsikaj postoriti za interese starejših. Dve nestrankarski listi, lista aktivnih Medvoščanov in nestrankarska lista Glas, obe s po dvema svetnikoma v iztekajočem se mandatu, sta se za letošnje lokalne volitve povezala v skupno listo Glas aktivnih Medvoščanov oziroma GLAM, s podporo nestrankarskemu županu Nejcu Smoletu. Predstavitev svojega programa je GLAM v soboto dopoldne povezal kar s kolesarskim izletom po vseh treh volilnih enotah. V naši svetniški skupini smo že v zadnjih dveh mandatih opozarjali na problematiko kolesarskih poti v občini. Žal se nismo uspeli pripraviti oziroma priti dlje od tega, da je to ugotovitev, kakšnih rešitev pa pač žal ni bilo mogoče izpeljati. Na nek način ni bilo volje pri občinski upravi, pri samem županu, in mene kot aktivno kolesarko zelo moti, da srečujem naše turiste, ki se zgubljeno znajdejo nekje ob vstopu v našo občino in ne vedo, kako iti mimo ali pa kje se ustaviti, ne. Kot prioritete je tokrat izpostavila predvsem povezavo Polhograjcev z Medvodami v enoten turističen produkt, ki bi pomenil dodano vrednost tudi v občinskem proračunu. Že sicer je GLAM za izhodišče izpostavil prostorsko ureditev in prostorsko načrtovanje v konkretni enoti z ureditvijo prehoda čez železniško progo in celovito rešitvijo prostorske stiske osnovne šole Preska. Dejstvo je, da osnovna šola Preska postaja premajhna, postaja preutesnjena in potrebno bo razmišljati o tem, kam je umestiti in kako se lotiti tega. Da nekje krpamo eno, drugo, tretjo situacijo, malce dodamo jedilnice, naredimo dve novi učilnici, uredimo eno, ne vem, športno površino, ki bo čez 3 leta ali pa 4 leta nezadostna, se meni osebno zdi nesmotrna poraba denarja. Vito Klavoran, nosilec liste GLAM v drugi volilni enoti, je kot prioritete izpostavil potrebo po dokončni ureditvi tržnice, kjer je bil tudi štart in cilj kolesarjenja in povezavo s krajevno skupnostjo Senica. Če pogledamo med centrom Medvod pa med Senico, recimo nimamo urejenega pločnika, da otroci ne morejo varno hoditi v šolo. To je vsekakor stvar, ki je potrebno urediti. Še ena stvar, ki jo moramo urediti, je mirujoči promet. Po Medvodah kamioni parkirajo praktično, kjer jim zapaše. Pri športni dvorani na makadamskem parkirišču stojijo kamioni, ki čakajo za servis, kar pomeni, kam gre vsa svinarija od teh kamionov v vodo, ki jo mi potem pijemo. Problematiko tretje volilne enote je predstavila Nada Prešeren, ki je pred 4 leti, kot pravi, precej po naključju vstopila v lokalno politiko na listi za napredek krajev občine Medvode, sedaj pa na GLAMovi, kot pravi, zato, ker se sedaj zaveda, da je mogoče narediti drugače, bolje in več.
Pravzaprav se je tudi meni zdelo, tako kot večini ljudi, da se pravzaprav ne da na lokalnem nivoju nič narediti. Pa da je itak in itak vse nepotrebno, nesmiselno in nemogoče. Ampak veste, v teh 4 letih potem človek ugotovi, da se da narediti veliko in da se da v resnici narediti več in bolje, kot se je to delalo, kot sem pač jaz imela priliko opaziti ta 4 leta. Poleg rekonstrukcije ceste v Zavrh je izpostavila še 2 aktualni problematiki, diskoteko Lipa ali po novem nočni klub Artemida in bioplinarno organika Petač ter 2 nezaključeni investiciji, rojstno hišo Jakoba Aljaža in dom krajanov Pirniče. Dom krajanov bi morali pustiti v obstoječem stanju in poskusiti pridobiti dovoljenja za stavbo tako, kot je, brez nadaljnih investicij. Na štartu je za popotnico zapel moški pevski zbor iz Sore in nekateri izmed njih so se pridružili tudi kolesarjem. Nosilec liste Glam v prvi volilni enoti je županski kandidat Nejc Smole, ki je dan kasneje, torej v nedeljo zjutraj, povabil na voden pohod po delu naše občine. Je namreč tudi licenciran turistični vodnik Turistične zveze Medvode. Ja, res je, jaz sem pravzaprav počaščen, da se toliko enih ljudi odločilo, da mi javno dajo podporo, da sta se odločili tudi stranki Desus in Nova Slovenija ter seveda stranka oziroma nestrankarska lista Glam. Jaz menim, da je to pravzaprav en dober namig, kakšno naj bo poslanstvo župana. Župan po mojem mnenju v eni taki lokalni skupnosti ne sme razdeljevati, pač pa mora povezovati. In če nam uspe, in to je recimo, da je ena mojih skritih želja, da tudi tiste največje rane, ki pri nas ostajajo, včasih se zdi še vedno nezaceljene, nekako združujemo, torej da pokažemo, da skupnost lahko diha z obemi pljučnimi krili, potem je to pravzaprav samo dobro, v tem ne vidim prav nič slabega. Voden pohod od Tometovega mostu na Seničici prek Brviča z reko Savo v Vikrčah, mimo toplega vrelca straža v Spodnjih Pirničah, kjer je bil prvi manjši postanek, vse do rojstne hiše komandanta Staneta, kjer smo se pohodnikom, pisan sestav je to bil, ponovno pridružili s kamero. Če se navezujeva na prejšnjo vprašanje, tudi pogledati vse tiste točke, ki so pomembne. In na vse zadnje, rojstna hiša Franca Rozmana Staneta stoji tukaj v Pirničah, je en objekt, na katerega smo ponosni, in rojstna hiša Jakoba Aljaža, ki pa je seveda tudi medvoški zavetnik, je ravno tako ena stvar, na katero moramo biti ponosni. In če smo pravi medvoščani, smo ponosni na oboje. Pohod so namreč zaključili ob rojstni hiši Jakoba Aljaža, ki jo Smole v prihodnosti vidi kot protokolarni objekt občine. Zaključno nalogo si je že sicer zadal okrepitev vloge krajevnih skupnosti ter medsebojnega sodelovanja, hkrati pa vendarle izgradnjo skupne lokalne identitete. Kajti šele takrat, ko se bomo mi vsi počutili, da smo občani občine Medvode, šele takrat bo naša skupnost zafunkcionirala bolje. Dokler se delimo, dokler nas pravzaprav politika deli, toliko časa zgubljamo ogromno ene energije. In časi, v katerih smo in v katerih po mojem mnenju bomo še kar nekaj časa, nam tega ne dopuščajo. Tiste skupnosti, ki se danes znajo povezati, ki znajo stopiti skupaj, ki se zavedajo, kakšen velik potencial imajo, in mi imamo res, naš potencial je neizmeren, tiste skupnosti lahko tudi v teh težkih časih uspejo. Tokratni pohod je bil prvenstveno namenjen spoznavanju turističnih danosti in kulturne dediščine. Ne moreš pa se izogniti, greš po cestah, greš mimo kakšnih objektov, ki niso občini ravno v ponos, vidiš izzive za prihodnost, tako da vsak tak sprehod bi kanilo, če bo kandidatura uspešna, ohrana tudi za naprej po različnih koncih. Fajn bi pa bilo, da v tistem primeru gre z menoj tudi občinska uprava. Nestrankarski kandidat Nejc Smole jutri v petek v Sori zaključuje s predstavitvijo svojega programa po krajevnih skupnostih. Doslej ga je predstavil v Pirničah, Smledniku, na Senici in Preski. V torek pa so mu svoj program predstavili v Novi Sloveniji. Nova Slovenija je za prizorišče novinarske konference izbrala kar dvorišče pred pastoralnim domom v Preski, saj je rojstna hiša Jakoba Aljaža, kjer so se običajno srečevali doslej, zaprla vrata za predvolilne shode. Kot je dejal Stanko Okoliš, bo njihovo delo temeljilo na tem, kaj naj bi občina sploh bila. V prvi vrsti želimo, da je to odprt prostor, da je to demokratičen prostor, v katerem participira čim več občanov. Ker v bistvu
občino pojmujemo kot področje oziroma območje, kjer se občani srečujejo, kjer uresničujejo svoje potrebe, svoje želje, pa tudi svoje strahove. Kakorkoli, to je nek prostor, ki pomeni za občana neko varnost. Temelji, na kateri gradi Nova Slovenija, so zato jasna razmejitev med javnim in zasebnim, transparentnost pri delitvi proračunskih sredstev, gospodarno ravnanje z občinskim premoženjem in financami, domiselno strokovno načrtovanje z jasnimi cilji za boljšo kvaliteto življenja in bivalnega okolja in jasno postavljena merila za uravnotežen razvoj občine. In seveda, da bi se obvarovali vseh tistih stranpoti, ki so se dogajale, ki se dogajajo pač v naši stvarnosti. Tukaj mislim prevlada lobijev, birokracije, potem nekih zasebnih interesov, ki se uresničuje na račun skupnega interesa in podobno. Izpostavljajo spoštovanje družine kot temeljne vrednote, oblikovanje identitete, predvsem pa kulturni dialog in povezovanje. Predvsem sprejmem kandidaturo zato, ker bi res rada aktivno sodelovala, da se kaj spremeni v tej občini, da se spremeni v tej smeri, da se bom počutila občanko Medvod bolj domače, da se bom počutila. Občina je za moje pojme nekako razširjena družina in tako kot se člani med sabo v družini morajo pogovarjati, morajo si pomagati in se razumeti in upoštevati tudi neko realno sliko, morajo živeti iz korenin svojih in odgovorno tudi do svoje prihodnosti ravnati v sedanjem trenutku. Predvsem pa natančnejše definirati vlogo in pristojnosti krajevnih skupnosti. Želimo sodelovati, želimo, da bi pravzaprav to delovanje racionalizirali. Predlagamo, da bi občina prevzela računovodstvo. Želimo, da bi bila ta povezanost med krajevnimi skupnostmi in občinami izjemno tesna, da bi pretok informacij tekel, da bi se pogosteje dobivali. Skratka, želimo, da bi ljudje začutili občino Medvode in bili nanjo ponosni. Kot pravi Okoliš, njihov konkretni program temelji na spoznanjih, pridobljenih predvsem ob delu v občinskih odborih in komisijah. Kot prioritete so, poleg splošnih, izpostavili rekonstrukcijo mostov v občini, izgradnjo varnih poti do šol in vrtcev ter mrežo kolesarskih poti, učinkovitejši javni promet in zaključitev začetih projektov, med drugim tudi rojstne hiše Jakoba Aljaža. Na kandidatnih listah Nove Slovenije so, kot pravi Okoliš, ljudje, ki spoštujejo vrednote, ki so strokovnjaki na svojih področjih, predvsem pa so aktivni prostovoljci v humanitarnih organizacijah. Vse preveč je govora o projektih, ki niso nikoli končani in o stvarih, ki niso vsem skupne. Transparentnost teh projektov je zelo skopa. Po predstavitvi programa Nove Slovenije je nestrankarski kandidat Nejc Smole ocenil, da so izhodišča obeh programov podobna in da je sinergij ogromno, kar se je izkazalo že ob iztekajočem se mandatu. Kot je dejala predsednica občinskega odbora stranke Mira Cerarja Karin Elena Sančez na ponedeljkovi novinarski konferenci, ni dobrega programa, če ta ne sloni na pravih vrednotah in na dolgoročni viziji. Pridružil se jim je tudi njihov županski kandidat Ivo Rep, ki med drugim obeta stilsko preobrazbo Medvod. Pri svojih obljubah pa pravi, da je realen, zato obljublja, da se v primeru, da bo izvoljen, ne bo zgodilo, da bi zadnji mesec pred volitvami šli z vso razpoložljivo mašinerijo na ulice in kazali, česa vsega niso naredili in sedaj delajo zadnji trenutek. Pravijo, da so ekipa z visokimi etičnimi standardi, saj mora biti vsaki, kakorkoli vso ustvarja politično življenje, zgled drugim. Za nas je pomembno povezovanje, zato smo se vsi tukaj prisotni zavezali, da bomo konstruktivno delovali v občinskem svetu, spoštovali zakonodajo, podpirali in predlagali ustrezne rešitve in predvsem spoštovali politične partnerje.
Uvedli so termin politični partnerji, kar v praksi pomeni projektni partner, saj ne bi podprli vsak dober projekt, ne glede na to, kdo bo njegov predlagatelj. Tega pa ni brez začrtane vizije, zato so kot prednostni nalogi opredelili pripravo razvojne vizije za prihodnjih 20 let in občinski prostorski načrt, ki bo trajnostno in okoljsko naravnan. Hkrati pa spremljati predvsem potrebe vseh občanov in na vse zadnje iskanje samih novih rešitev brez kakršnikoli starih zamer. Predvsem pa je stališče našega odbora, da moramo postati občina s stičiščem sposobnih ljudi, dobrih idej in vrhunskega znanja. Kot naravovarstveniki zagovarjajo transparentne in premišljene posege v prostor v skrbi za ohranjanje naravnih danosti v povezavi turizma, rekreacije in kmetijstva. Njihov slogan je, da gradijo gospodarno in varčno, za vse načrtovane projekte, torej investicijski plan. Pri tem bomo upoštevali realne finančne možnosti za vsak projekt, ki mora biti finančno podprt, preden se ga požene. In obenem bomo pa natančno nadzirali porabo sredstev v času trajanja projekta. Za vsako investicijo pa so potrebni finančni viri. Tukaj smo še v najtežjem položaju. Poleg proračunskih, republiških in evropskih sredstev računajo tudi na ugodne kredite ter na transparentno javno-zasebno partnerstvo. Pri tem bomo seveda upoštevali prioritete in pa tudi javni interes. V svoj kratkoročni program so med drugim zapisali ureditev kanalizacije in vodovoda, varnih poti s pločniki in rekreacijskimi potmi, ureditev mirujočega prometa, ureditev dotrajnih mostov, pešpoti, ureditev tržnice in ulične opreme. Skratka, napovedujejo stilsko preobrazbo Medvod. Vse to, kar nam bo Medvode pokazalo v luči mesta, mesteca, kamor se radi vračamo in kjer radi živimo. Naš slogan bo sivo naj postane zeleno. Kot pravi, se bodo kot socialno naravnana stranka med drugim zavzemali tudi za štipendijsko shemo, neformalne oblike izobraževanja, dnevno varstvo starejših, medgeneracijsko in medsosedsko sodelovanje in prvo pravno pomoč, predvsem pa za aktivno državljanstvo namesto kulture pritoževanja in tarnanja. Mi vemo, da je to kultura negativizma in tega, da se pravzaprav ničesar ne spremeni. Veliko lažje gledati druge ljudi, ki delajo in jih kritizirati. Mi se s tem ne bomo ukvarjali in bomo tudi vabili vse tiste, ki so s čemerkoli nezadovoljni, da to na takšen ali drugačen način sporočijo, predvsem pa, da zraven tudi predlagajo, kaj bi oni naredili drugače. Napovedujejo tudi celostno prenovo občinske spletne strani, ki naj bi postala servis občanom, informacijska tabla in tudi socialno omrežje. Da je za njim vendarle uspešen mandat, pa so ocenili tisti občinski svetniki iz vrst Slovenske demokratske stranke, ki kandidirajo ponovno. Program stranke za prihodnje mandatno obdobje, ki je tudi program njihovega županskega kandidata Leona Marjasca, so predstavili na torkovi novinarski konferenci v prostorih kmetijske zadruge Medvode. Najvidnejši predstavnik SDS-a v Medvodah, dolgoletni član občinskega sveta in tudi nekdanji državni poslanec Mitja Ljubelšek je ocenil, da jim je uspelo pridobiti odličnega županskega kandidata. Domačina, fakultetno izobraženega podjetnika s polno energijo v najboljših moških letih, z jasno vizijo, ki lahko nekaj pokaže, da je nekaj v življenju že ustvaril. Nič mu ni bilo podarjeno, vse, kar je ustvaril s svojim delom. Izpostavil je tudi njegovo društveno dejavnost, predvsem pa njegovo pripravljenost, da se seznanja s problematiko občine. Kot pravi, mu je že žreb določil, da bo zmagovalec volitev. Leon Marjasec je tiskovno konferenco sicer začel z geslom Vrnimo Medvodam pomlad, v smislu, da potrebujemo spremembe v prvi vrsti z razvojem podjetništva. Spodbujanje mladih, da se izučijo za tiste poklice, po katerih je povpraševanje, je prvi korak za dosego cilja. Še zlasti je treba bolj promovirati poklice, ki so povezani z varčevanjem energije, lesno, kovinsko industrijo, s kmetijstvom in turizmom. Zagovarja gospodarno delovanje občine, odprto sodelovanje z vodstvi krajevnih in vaških skupnosti ter javno objavo vseh sklenjenih pogodb večjih vrednosti. Moje delo bo temeljilo na združevanju moči za izboljšanje našega skupnega življenja.
delu, ustvarjanju ugodnih pogojev za razvoj podjetništva, socialni pravičnosti, varstvu, odgovornosti do okolja ter na slovenskih tradicijah in vrednotah. Mitja Ljubelšek napoveduje uspeh SDS-a tudi v občinskem svetu. Vidimo, da ima ekipa in znanje, in izkušnje, in energijo, in življenjske izkušnje. Roman Robaš, član odbora za komunalne dejavnosti v iztekajočem mandatu, je kot prioritete stranke, poleg izgradnje kanalizacije, med drugim izpostavil ureditev in razširitev obrtne cone v Preski, prestavitev železniškega tovornega terminala na nasprotno stran proge, ureditev propadajoče športne dvorane, obnovo mostu čez ločnico v Sori, dokončno ureditev Medvoške ceste in tržnice, reševanje problematike parkiranja v turističnih krajih in dokončanje ceste Smlednik-Trboje. Posebej pa je izpostavil pobudo za brezplačni brezžični internet. Recimo, ali bi bilo to samo v centru, ali pa recimo na vsakem kulturnem, ali pa na gasilskem domu, v vseh krajevnih skupnostih, tako da bi bilo več točkovno, da bi bili vsi občani lahko deležni te, bom rekel, moderne in nujne brezžične povezave z internetom, ki za današnji čas mislim, da je nujna. Saša Rožič, predsednica odbora za družbene dejavnosti, je delo v iztekajočem mandatu na tem področju ocenila za dobrega, tako pri ustvarjanju pogojev za delo društev in javnih zavodov, kot tudi pri storitvah pomoč družini na domu in pomoč socialno šibkim. Zato bi s tem delom nadaljevala. Zavzemam se tudi za podjetništvo, predvsem tam, kjer se nam ponujajo nova delovna mesta. Zavzemala se bom tudi, da vsi občani dobijo pitno vodo, kajti v nekaterih področjih še vedno nimajo zagotovljeno, kar se mi zdi za Medvode v 21. stoletju res velika vrzel. Da bi bilo potrebno nadaljevati začeto delo, je menila tudi Zdenka Bokal, v iztekajočem mandatu predsednica odbora za turizem in gostinstvo. Pisali pogodbo za izdelavo projekta za prvo fazo športno-rekreacijske poti na relaciji od bivše nemške ambasade do sedanje čolnarne, in to po vodi. Potem nadaljeval naj bi v smeri aktivnosti v okviru osrednje slovenske regije, kjer so Medvode sodelovale pri javnem razpisu iz evropskih sredstev in kjer je bilo sfinancirano uvrstitev na internet oziroma na splet, in ta splet je zdaj uvrščen na svetovni splet in zdaj se nekako čaka izplen tega, da končno Medvode nekaj od tega bojo imele. Leon Marjasec pa je kot novinec v lokalni politiki in nosilec liste v prvi volilni enoti izpostavil med drugim tudi prizadevanje za komasacijo kmetijskih zemljišč. V občini imajo kmetje veliko razdrobljenih posesti. Te posesti bi bilo treba združiti, to se imenuje tudi komasacija. S tem dobijo parcele združene v eno, imajo manj stroškov pri energiji, hitrejša obdelava na enem površini, občani pa dobimo čistejše ceste, bolj varne ceste. Novinarski konferenci pa so včeraj pripravili tudi podporniki dosedanjega župana Stanislava Žagarja. Dopoldne so ga javno podprli medvoški socialni demokrati, popoldne pa še nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode. Začnimo kar slednjo. Poleg zelene koalicije je edina, ki je uspela v vseh treh volilnih enotah v celoti zapolniti listo. Torej so na razpolago dali vseh 23 kandidatov za občinski svet.
Kot pravi Leopold Knez, so nestrankarska lista z najdaljšo tradicijo, saj so tokratne lokalne volitve zanje že 6. po vrsti. Doslej jim je vedno uspelo sestaviti kompletne liste kandidatov v vseh 3 volilnih enotah in pripraviti poleg skupnega občinskega tudi posamezne lokalne programe. Programi so se izvajali tudi zdaj dosti uspešno, zato ker smo imeli seveda na čelu občine Medvode tudi našega nestrankarskega kandidata Stanislava Žagarja, ki je tudi te programe lahko tudi z močjo župana izvajal. Tako da ocenjujem, da smo mi v vsem tem času in tudi v mandatu, ki se izteka, izpeljali po moji oceni tam okrog 60 do 70% programov, ki smo jih si zapisali. Med 14 prioritetami druge volilne enote je v skupnem občinskem programu posebej izpostavljena povezovalna cesta Svet-Jesenica z izgradnjo krožišča in pločnika ter izgradnja kanalizacije v krajevni skupnosti Senica s priklopom presenetljivo na javno kanalizacijsko omrežje Škofja Loka. Še naprej pa ostajata prioriteti tudi športni park Medvode in ureditev Sotočja. V prvi volilni enoti so kandidati v svoj lokalni program prav tako zapisali 14 prioritet. V tem delu našega programa smo se probali predvsem osloniti na potrebe tega lokalnega prebivalstva, občanov in občank iz občine Medvode in zaradi tega smo sestavili nek določen prioritetni program na lokalni ravni in ena od glavnih, bom rekel, lastnosti oziroma idej tega programa je, da pričnemo z izgradnjo novega gasilskega doma v Zgornjih Pirničah. V lokalnem programu pa je izpostavljena tudi rekonstrukcija ceste Vikrče-Tacen z izgradnjo kanalizacije in ostale komunalne infrastrukture ter prenova ceste Pirniče-Zavrh z izgradnjo pločnika in parkirišča za potrebe rojstne hiše Jakoba Aljaža. In dokončna rekonstrukcija ceste Valburga-Trboje, kar 19 projektov pa so zapisali v lokalnem programu za 3. volilno enoto. V tem času sem spoznal v razgovorih z ljudmi, da imajo ljudje čist življenjske potrebe in nekje zahteve, to je voda, cesta, infrastruktura in ostale dobrine, ki jih ponuja sodobni čas. V lokalnem programu so poleg asfaltiranja in urejanja makadamskih cest, urejanja vodooskrbe in kanalizacije zapisali tudi rekonstrukcijo ceste po dolini Ločnice z ureditvijo kolesarske poti, podaljšanje linije mestnega potniškega prometa mimo Preske vse do Sore in izgradnjo podvoza pod železniško progo v Preski. Seveda, poleg tega so za nas pomembni tudi ostali programi, kot so socialni programi, skrb za starejše občane, dnevno varstvo, potem otroško varstvo, turizem, recimo Wi-Fi signal v Medvodah, ki ga načrtujemo, tako da bi turisti, ki prihajajo v mesto, lahko s pomočjo tega modernega medija tudi se lažje orientirali. Rade bi opremali tudi recimo področje Polhograjskih Dolomitov z GSM signalom. Svoje lokalne programe pod skupnim geslom Vsi smo odgovorni za naš kraj bodo kandidati predstavljali tudi na Medvoški tržnici v soboto dopoldne. Na tokratni novinarski konferenci je nestrankarska lista za napredek krajev občine Medvode dobila tudi potrebna zagotovila za uresničitev svojega programa. Pričan, da je program njihov tako realno napisan, da se ta procent uresničljivosti ne bo niti v tem mandatu zmanjšal. Se pravi, veste, ceste, kanalizacija, objekti javnega standarda, gasilski domovi, oprema, javni zavodi, sanacija, energetska, vrtca sta zdaj nekako dokončana, tako da mislim, da bo število mest zadostovalo. Najbolj se bodo pojavile mogoče malo obremenjene šole, ki zdaj prihaja velika generacija, ampak do zdaj oddelki niso imeli polno zasedeni, so bili oddelki po 22, zdaj so pač dosegli normativ 28, tako da jaz se ne bojim tega preplaha, ko pravi, da je premalo prostora. Jaz mislim, trdim, da je program zelo realen in seveda ga bomo skupnimi močmi uresničili.
Dosedanjega župana Stanislava Žagarja so na včerajšnji novinarski konferenci podprli tudi medvoški socialni demokrati, saj kot pravijo je v minulem mandatu, glede na sredstva, ki jih je imel na razpolago, naredil veliko. Tako je odločitev socialnih demokratov komentiral Milan Šobat, predsednik občinskega odbora. Jaz pa večina od nas smo pogledali njegov program za naprej in glede na do zdaj narejenega, verjamemo, da bo naprej ravno tako delo uspešno. Socialni demokrati na tokratni novinarski konferenci niso predstavili posameznih konkretnih nalog, saj bi, kot so zapisali v izhodiščih, to v veliki meri pomenilo ponavljanje vsega tistega, kar je bilo že velikokrat zapisano, pa še nerealizirano. Za stare probleme, ki so evidentni, mi imamo še danes vsi več ali manj greznice in mislim, da bo prva naloga, da zahtevamo, da se uredi kanalizacija. Druga zadeva je, da imamo še danes vodovod, ki je narejen iz azbestnih cevi, kar vemo, da je zelo škodljivo za naše občane. Bom poskušal tudi zastopati, da se to čim prej naredi. Tretja stvar, ki mislim, da je pomembna, je ureditev nevarnih odsekov v naši občini. Kot pravi Milan Šobat, socialni demokrati izhajajo iz ugotovitve, da brez novih delovnih mest ni napredka in da je zato njihova osnovna naloga zagotoviti prostorske možnosti za odpiranje novih, zlasti manjših proizvodnih obratov, pa tudi za razvoj turizma. Mogli več poudarka dati pri pomoči občine podjetnikom pri ustvarjanju možnosti za prenočišča, pri ustvarjanju možnosti za zaposlovanje v turizmu. Nenazadnje smo pred časom imeli slogan Medvode zelena vrata Ljubljane. Dušan Prekič je že sicer ocenil, da turizem zaenkrat še ne daje dovolj v občinsko blagajno. Če kdo kaj daje v občinski proračun, potem so to tisti, ki prenočujejo v Medvodah preko turistične takse. To je edini prihodek od turizma, ki ga ima občina direktno. Vse ostalo gre v državni proračun preko davkov in potem dobivamo nazaj preko sistema financiranja lokalne samouprave. Zato je res treba poudariti to, da moramo nekako v Medvodah omogočiti pa pospešiti iniciative privatne za gradnjo prenočitvenih kapacitet. Zato naj bi socialni demokrati, kljub temu, da gre za zaščiteno področje Polhograjskih Dolomitov, podprli dve tovrstni iniciativi, eno na Golem Brdu, drugo v Žlebeh. Eden izmed osnovnih pogojev za kakršenkoli razvoj pa je dobra komunalna infrastruktura, kjer bodo, kot pravijo, delovali v smeri celovite in hitre izvedbe posameznih projektov v nasprotju z dosedanjo prakso. Vsakemu nekaj, samo da bo mir v hiši. Jaz bi dodal mogoče to, da sem pristaš, da se izvede par velikih projektov, ki veliko pomenijo, ne pa da se dela 100 projektov, bi rekel, v nekem nepomembni za občino, za posamezne svetnike oziroma za občane so te parcialne rešitve zelo pomembne, ampak treba bo enkrat v občini reči, mi bomo rešili probleme občine, ne pa probleme posameznih občanov. Socialni demokrati izpostavljajo večjo participacijo občanov, tako pri urejanju kraja, kot tudi pri vključevanju v reševanje krajevne problematike. Mene je sram, ko včasih hodim po Medvodah, po drugi strani pa vidim, kako so urejena druga mesta po Sloveniji, res vzorno, kot bi doma urejal svoj vrtiček. Vsak občan naj bi okrog svoje hiše ali pa svojega bloka postoril nekaj in bi bile Medvode veliko lepše. Zdaj pa poglejmo še ostale teme. Dober teden dni nazaj so začeli rušiti bioplinarno Organika Petač, eno največjih, če ne največjo črno gradnjo v Sloveniji. Gre za uresničitev odločbe gradbene inšpekcije iz januarja leta 2011, v kateri je ugotovljeno, da objekti niso zgrajeni v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem in da mora zato investitor, podjetje Bioštrom, na zemljišču vzpostaviti prvotno stanje. Ker tega ni storil, od novembra dalje je podjetje tudi v stečajnem postopku, bo to storila država. Stroške pa, ja, tudi te bomo najbrž morali poravnati državljani.
Torej dogaja se ravno to, kar so v civilni iniciativi Pirniče ves čas predvidevali in na to opozarjali. Dogaja se točno tako, kot smo pred 4-5 letem rekli. Vsa zgodba se je gradila na računu davkoplačevalcev, od subvencionirane koruze, subvencionirane nafte, elektrike, kredite, za katere smo že pred 4-5 letem vedeli, da jih ne bomo nikoli noben vrniti. Zdaj konec koncev se pa še podira na naš račun. Ne? In verjamete, da se bo podrlo vse? Verjamem ne, upam pa. Stečajni upravitelj podjetja Bioštrom Silvo Zorc naj bi namreč zahteval prekinitev rušenja, češ da morajo objekti zgrajeni v skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem ostati. Ostal pa je gluh za naša vprašanja, ali vodi kakršnekoli aktivnosti, da bi bila na tej lokaciji vendarle postavljena bioplinarna, zgrajena v skladu z obstoječim gradbenim dovoljenjem. Poglejte, gradben dovoljenje je bil za kompletno zadevo in tudi odločba o rušenju je za kompletno to postrojenje od vseh rezervarjev. Nobena stvar iz te odločbe ni izločena. To je čisto jasno napisano na odločbi, zdaj kako jo pa on čita, pa ne vem. Se mogoče vendarle bojite, da bo kdaj tukaj za vami bioplinarna, mogoče taka, kot je v gradbenem dovoljenju? Jaz mislim, da če tej združbi, ki je to gradila, ki je to investirala in kao investirala, tako naprej, če njim ni uspel to zalaufati, jaz mislim, da ne bo nobeno. Dovoljena stanovanjska in kmetijska gradnja in naj se nekaj na tem področju naredi. Zdaj, ne vem, kdo bo to kupil, obstaja možnost tudi mogoče, da jo Petači nazaj odkupili. Mislim, da bi bila tudi ena v redu priložnost za občino, če bi to nabavila, ne vem. V nobenem primeru pa ne more biti ne industrijska gradnja, ne energetska gradnja, ampak tisto, kar PUP določa. Pa obnovimo. Dobra 4 leta je minilo takrat, ko je investitor podjetje Bioštrom Mihe Petača slovesno odprl bioplinarno Organika Petač. Ob strani so mu stali vidni predstavniki podjetja Keter Organika, podjetja, ki se ga v zadnjem letu omenja predvsem v navezah z vodilnimi v nekaterih bankah, saj izgleda, da je marsikateri evro, ki naj bi šel v gradnjo bioplinaren, dejansko šel v drug namen. Lahko da je tudi v tem primeru tako. Slovesno odprtje bioplinarne pa je bilo res samo simbolično, saj do zagona ni nikoli prišlo. Problem investitorja podjetja Bioštrom, ki je od novembra dalje v stečajnem postopku, namreč je, da je naredil elektroenergetske objekte in ne bioplinarne, tehnološko vezane na obljubljen hlev. Kljuke so si začeli podajati inšpektorji. Prvi v nizu, res da precej pozno, ko je med krajani Pirniči močno vrelo, je bil prav gradbeni inšpektor, ki je januarja leta 2011 izdal odločbo o rušitvi objekta in vzpostavitvi prvotnega stanja. Pritožbo investitorja zoper inšpekcijsko odločbo je zavrnilo Ministrstvo za okolje in prostor, nato še upravno sodišče, odločitev pa je potrdilo še Vrhovno. Kot je v izjavi za javnost zapisal inšpektorat. Investitor ni uspel z zatrjevanjem, da je odstranil nelegalno zgrajene objekte in gradnjo uskladil s pridobljenim dovoljenjem. Celo več, ob izvajanju rušitvenih del pred tednom dni je bilo ugotovljeno, da podzemni deli objekta niso odstranjeni, kot je trdil investitor, ampak deloma napolnjeni z gnojnico. Zaradi suma, da utegne vsebina rezervoarja povzročiti nevarnost za okolico, je stanje preverila tudi gasilska brigada, usposobljena za tovrstne primere. Zaradi zahtevnosti del bo rušenje potekalo dalj časa, morda tudi več tednov. Zato stroškov, ki bodo ob tem nastali, v inšpektoratu še ne znajo oceniti. Prav lahko pa se zgodi, da jih bomo plačali res davkoplačevalci. V stečajnem postopku podjetja Bioštrom je 18 upnikov prijavilo terjatve vredne slabih 6 milijonov evrov. V stečajni masi pa je, po poročilu stečajnega upravitelja Silva Zorca, le slabih 400 000 evrov. Toliko naj bi bila vredna zemljišča, na katerih stoji bioplinarna. Zanimivo, ob pridobivanju hipotekarnega kredita za bioplinarno je bil kvadratni meter ocenjen na 212 evrov, sedaj pa le 45 ali pa celo samo na 5. 5 milijonov evrov, za kolikor se je usmolila Nova Ljubljanska banka, pa je itak pristalo na bremenih slabe banke.
Brez odgovora pa ostaja tudi naše vprašanje naslovljeno na stečajnega upravitelja, ki je zavedena kupnina od prodaje kogeneracijske enote, saj naj bi bili vsi posli leto dni pred stečajem nični. Podjetje Biostrom Mihe Petače je namreč lansko leto takle čas, torej tik pred stečajem, prodal kogeneracijsko enoto podjetju Delibero iz Maribora. Mesec dni po tistem pa je tej družbi svoje terjatve prodala tudi družba Solvus, prav tako iz Maribora, ki je predtem Biostromu zarubila tudi nekatere premičnine. In kako je družba Solvus prišla do terjatev? Prodale so jih 4 družbe, med njimi 3 Keterjeve, Keter Svetovanje, Keter Organika in Keter Invest. V soboto je društvo Sorško polje priredilo srečanje in ogled ekološkega vrta z namenom, da bi se jim prihodnjo pomlad na novo pridružil še kdo od krajanov. Vrt se nahaja med Jeprco in Zbiljami za delavnico skupnosti Barka. V prvi vrsti je vrt namenjen izmenjavi znanj in izkušenj o pridelavi zelenjave, semen, lastni pridelavi vrtnin ter druženju. Na zadnjo poletno soboto je društvo Sorško polje pripravilo srečanje na skupnem ekološkem vrtu na Jeprci. Namen današnjega srečanja je, da domačine povabimo, da pridejo pogledati, kaj delamo na tem našem skupnem vrtu pri skupnosti Barka v Zbiljah. Dejansko ta vrt je namenjen v osnovi domačinom in ideja je, da to postaje kraj, kjer se bojo domačini družili, prenašali izkušnje iz svojih vrtov in tudi kaj pridelali. Tako da mi smo pričeli s tem vrtom in veseli bi bili, če bi ga v čim krajšem času lahko predali domačinom in da bi oni skrbeli za njega, da bi vi domačini skrbeli za njega, mi pa da se preselimo v kakšno drugo krajevno skupnost in tudi tam vzpostavimo še kakšen podoben vrt. Letos minevajo 3 leta od ustanovitve društva Sorško polje. Ja, v teh 3 letih smo v društvu kar precej stvari premaknili. Zasadili smo nekaj šolskih sadovnjakov, med drugim tudi pri osnovni šoli Medvode. Z vrtom pri skupnosti Barka smo pričeli pred letom in pol, tako da lansko sezono. Imamo načrte kar precej velike tukaj s tem vrtom. Na sobotnem dogodku so obiskovalcem predstavili tudi nekatere novosti, kot so gojenje ameriških borovnic ter pridelava zelenjave na visoki gredi. Društvo Sorško polje pa obdeluje 2 ekološka vrta, eden je v Prašah, drugi pa za skupnostjo Barka na Jeprci. Vrt v Prašah je, na tem vrtu sadimo čim več različnih zadev, tako da ugotavljamo, kako uspevajo. Ta vrt pri Barki je pa zaenkrat namenjen pridelavi semen, tako da tukaj imamo manj vrst različnih rastlin, ampak tistih malo več, tako da pridelamo semena, ki jih bomo tudi danes izmenjali v okviru današnjega dogodka. Po ogledu vrta je sledila še kulinarična delavnica in predavanje Marije Kočevar-Fetah o moči zdravilnih začimb. Ena od dejavnosti društva pa je tudi pridobivanje novih članov vrtičkarjev. Na vrtu pri Barki se dobivamo vsak ponedeljek po 16. uri. Prej je bilo to vsak drugi ponedeljek, zdaj, ker je dela kar precej, se dobivamo vsak ponedeljek. Tukaj se bomo dobivali, dokler bo vreme. Drugače pa podatke, kakšne so naše aktivnosti in kdaj so delovne akcije, lahko dobite tudi na spletni strani www.sorskopolje.si. V soboto 15. novembra na setveno ugoden dan pripravlja društvo saditev lipe in sadnega drevja na vrtu na Jeprci ter izmenjavo jagodičevja, na katerega so vabljeni prav vsi krajani. V začetku oktobra pa ogled dobrih praks prehranske samooskrbe na območju Dravinjske doline. V osnovni šoli Preska so obnovili in oživili otroško igrišče. Sredstva so zbrali junija z dobrodelnim tekom, skoraj še enkrat toliko pa je primaknil sponzor, ki se ukvarja z obnavljanjem igrišč. Sledili sta prijateljska nogometna in odbojkarska tekma. Kot smo že poročali, so prostovoljci v preteklem tednu pod vodstvom mentorice Romane Frankovič obnovili črte na šolskem igrišču v Preski. Gole je strokovno obnovil sponzor, ki se tudi poklicno ukvarja z obnovo športnih igrišč. Zakaj ste se kot krajan in pa podjetnik odločil, da pač donirate sredstva za obnovo igrišča? Eno, ker živim v Medvodah, ker je večina igrišč v Medvodah v zelo slabem stanju, pa nekje je tudi treba začeti.
V prvi uri so organizatorji skupaj z obiskovalci dokončno uredili igrišče in napeli mreže na golih. V drugi uri srečanja pa je potekala prijateljska odbojkarska in nogometna tekma. Torej, zdaj smo tukaj na sklepni prireditvi obnove igrišča pri osnovni šoli Preska. Mi smo z udeležbo in z aktivnostjo zadovoljni. Tukaj vidite, kaj smo obnovili, se pravi, imamo obnovljene gole, imamo prebarvane črte na nogometnem igrišču in res delamo za tiste, za katere je to igrišče, se pravi za otroke, imamo jih tukaj 70 udeleženih otrok danes. Dogodek je z glasbo popestril mladinski klub Jedro. Kaj pa odziv krajanov, staršev, mogoče predstavnikov lokalne skupnosti? Nekateri aktivni starši so tudi danes z nami, tudi nekaj aktivnih krajanov, bi pa bili veseli, če bi se nam pridružil še kdo iz krajevne skupnosti. Prijateljsko nogometno tekmo je sodil športnik deskar Izidor Šušteršič, tudi prostovoljec. Prva tekma na obnovljenem igrišču je potekala gladko, brez večjih zapletov. Kako pa gledate kot športnik na tovrstne prireditve, prostovoljstva? To je ena neverjetna stvar, ker sem bil na prvem sestanku in so iz nič po svoje uredili neko občinsko stvar, ki bi mogli drugi skrbeti za to po mojem. In so se sami angažirali, uredili igrišče, črte naredili, mreže postavili. In zelo bravo vsem tem učiteljcem, animatorjem, ki so to čez dali, kaj tacga bi mogli po drugih šolah tudi delati. In da sploh ta prostor ne zamre. Kako je bilo igrati v novem obnovljenem golu? Ja, v redu, pač na prejšnjem so bile luknje, pa vse, pa recimo črte se niso dobro videle, pa nismo vedeli pač kako pa kaj, pa smo zmeraj mogli laufati po žogo, in ja. Izkušnja po dveh organiziranih dobrodelnih tekih je, da se lahko z malo denarja veliko postori. Prostovoljstvo je tako nova pozitivna oblika povezovanja mladih v dobro skupnosti. Da se zadnje 2 leti na Govejku dobro je pohodnikom že znano. Med pestro kulinarično ponudbo domačih jedi je največ povpraševanja po ocvirkovki ter sadnem in skutinem zavitku. Gospodinja Snežana Jura zavitka pripravi tako dobro, da je dobila povabilo Nedeljskega dnevnika za sodelovanje v akciji za najboljši planinski štrudel. Dober glas seže v 9. vas, tudi iz medvoškega dela Polhograjskega hribovja v Ljubljano oziroma iz Mihelčičevega doma na Govejku na uredništvo Nedeljskega dnevnika. Moji pohodniki so me pripravili do tega, da se tekmujem za najplaninski štrudel, ki so izredno zadovoljni. Štrudel je jabučni in skutin, s tem, da štrudel jabučni streže mrzo, kar je izredno osvežilno, dočimer skutin se pa topo streže. Iz njene kuhinje vsaj 2-krat na teden zadiši po svežem jabolčnem in skutinem zavitku, da se s spretnimi rokami sama loti priprave testa in vseh nadevov pa ni treba posebej poudarjati. Te predvidevam bo ostal skrivnost, ampak kaj je pravzaprav bistvo dobrega štrudla? Ne vem, enostavno ne vem. Recept je dober, jabolke so noter, skuta je noter, kisla smetana je noter, pa še par mečkanih skrivnosti, ki jih vam ne bomo izdala, zaradi tega vas pa vabim, pridite na Govejk in probite. Pravi, da gresta pohodnikom oba enako dobro v slast, so pa skutinega že preimenovali v kraljevskega. Bo eden ali drugi dobil še titulo najplaninskega štrudla v državi, pa bo znano že 11. oktobra na Pokljuki, ko se zaključi vseslovenska akcija Očistimo gore. Ne glede na to, kako bo govejški štrudel ocenila dnevnikova komisija, pa si lahko kosti odlične sladice že sedaj vsi pohodniki prislužite sami. Vsak 11. vpis v knjigo pri Mihelčičevem domu je namreč nagrajen s kosom štrudla ali ocvirkovke gratis. 16 ekip članic Gasilske zveze Medvode in 20 ekip članic Gasilske zveze Vodice je minulo soboto na Zbiljski Dobravi sodelovalo na članskem tekmovanju v gasilsko-športnih disciplinah. Znotraj Medvoške gasilske zveze so se najbolje izkazale zbiljske ekipe, ki so osvojile 2 zmagi in 1 drugo mesto. Organizacijo tradicionalnega članskega tekmovanja gasilskih zvez Medvode in Vodice si izmenjaje delita obe zvezi. Posebnega rivalstva med njima tokrat ni bilo čutiti. Ampak je treba poudariti, da je to tekmovanje vsako za sebe, se pravi tekmovanje ene zveze in druge zveze. Če pa primerjamo rezultate,
pa lahko rečem, da so kar tu nekje vse ekipe, tako iz Vodic kot iz Medvod, kar nekje skupaj. Mogoče smo na mladinskem področju celo malo boljši. Glejte, vsak zase tekmuje. Ni tako, da bi mi tekmovali proti Vodicam ali Vodice proti nam. Naša gasilska zveza naredi izborno tekmovanje med svojimi člani, se pravi med našimi 6 prestolnimi gasilskimi društvi Vodice, gasilska zveza Vodice pa za svoje gasilska društva tekmuje. No? In tisti najboljši bojo šli potem na republiško tekmovanje. 37 članskih ekip se je na Zbiljski Dobravi spopadlo z isto nalogo. Opraviti so morali s klasično vajo z motorno brizgalno, štafeto in vajo razvrščanja. Najprej bo vaja, to je sestava sesalnega voda, napad, gašenje požara, štafeta in pa korakanje. Ker na videz preproste vaje zahtevajo kar nekaj gasilskega znanja, so bile ekipe na naloge večinoma dobro pripravljene. Ja, dobivali smo se recimo 2-krat na teden pri osnovni šoli Pirniče na igrišču, pa izvajali te vaje, ki so tudi danes na tekmovanju. No pa zdaj, glede na to, da si pred nekaj urami zmagal na tekaškem tekmovanju, kako ti zdaj ta tekaška forma koristi pri gasilskih veščinah? Ja, da lahko malo hitrejši cevi skupaj spenam, recimo, kaj treba teči, kaj treba napad potegniti, sem lahko malo hitrejši, tako da, pa pri štafetnem teku. Torej, Pirničani danes računate na zmago? Ne vem, ker nismo imeli toliko dosti preveč vaj, tako da, ne vem, bolj udeležba, no, pa da izvedemo vajo. Zdaj pri nas v športu je tako, da so članske kategorije razumljivo hitrejše, uspešnejše od mladinskih, od tistih kadetskih. Kako je tukaj pri gasilcih? Lahko rečemo, da imajo starejši gasilci več izkušenj in so zato boljši po točkovanju na koncu, ali kako je s tem? No, starejše ekipe, se pravi članice A pa člani B, seveda imajo več izkušenj, mladi imajo pa prednost, ker so hitrejše, ne? Tako da je pa tam prednost. Takole samozavestno so se na štartna mesta postavila zbiljska dekleta. Teden kje vadite? To je pa skrivnost. Vadimo pa v Zbiljah. Kolikrat na teden bomo pa raj zadržali zase. Katera vaja vas danes najbolj skrbi? Jaz mislim, da nobena. Smo dosti pripravljeni na vse. Potem pa vprašam, kje ste najmočnejše? Povsod, tako da se nas je treba bati. Okay. Dekletom se je samozavest očitno obrestovala. Med članicami A so gladko zmagale, nepremagljivi med člani so bili tudi njihovi društveni kolegi. Med člani B je slavila ekipa PGD Sora, pred ekipama PGD Zbilje in PGD Spodnje Pirniče Vikrče za vrh. Med članicami B pa je nastopila le sorška ekipa. Kar se tiče hitrosti, so pač fantje hitrejši, ampak to še nič ne pomeni, da smo punce kaj slabše. Že ta vikend bosta dve ekipi iz Občinske gasilske zveze sodelovali na kvalifikacijah za gasilsko olimpijado na Poljskem, sicer pa prihaja mesec požarne varnosti in z njim pester program preventivnih gasilskih aktivnosti. V soboto je potekala tudi zaključna prireditev Poletavci, poletni bralci. Na njej so se zbrali otroci, ki so celo poletje pridno prebirali knjige in njihovi starši, ki so pridno zapisovali prebrano v bralni kartonček. Prireditev je potekala na zunanji terasi knjižnice, vsak mladi bralec je dobil priznanje, majčko, nekaj za posladkat ter priložnost za sodelovanje v žrebanju za glavno nagrado skiro. Bralec, poletavec, poletavka postaneš, če si star med 7 in 12 let in si član knjižnice Medvode. Med počitnicami je potrebno 30 dni vsak dan pol ure prebirati knjige, časopisne članke, revije, stripe, turistične vodnike. Odziv je vsako leto boljši in tukaj imam tudi številke. Se pravi, letos sodeluje 84 mladih bralcev, od tega je 43 deklic in 41 fantov, ker pomeni, da deklice vodijo, ampak za komaj kaj več kot polovico. Obiskovalci prireditve so uživali ob živahno, zabavno animacijskem programu, za katerega je poskrbela dramska igralka Andreja Stare iz studia Anima. Zbrane otroke je nagovorila z vlogami različnih knjižnih junakov. Ob zaključku prireditve je vsak otrok dobil darilno vrečko z zanimivo vsebino. Glavna nagrada je skiro, drugače pa vsak mladi bralec poleg priznanja dobi vrečko, v kateri je majčka, lizika in tudi letos nam je uspelo, da vsak od mladih bralcev dobi knjigo. Knjižni okus med mladimi bralci pa je različen. Katere knjige pa so bile najbolj izposojene v teh poletnih mesecih? Mislim, da je to tako kot ponavadi. Fantje radi berejo stripe, ker je super, važno je, da se bere. Deklice
kot vedno mlajše rade berejo kakšne vile, drugače pa v naši mladinski čitalnici si radi sposodijo kaj od Hila, tudi Pika Nogavička je še vedno popularna. Skratka, moram reči, da berejo različne knjigice in da smo zelo veseli tega. A katero knjigo si pa prebirala za to poletno bralno akcijo Bralci Poletavci? Se spomniš katere? Ja, Radovednih 5. O čem pa govori ta knjiga? V 5 prijateljih, ki so šli na svetilnik in se je začel majati. Katero knjigo si prebiral med počitnicami? Ja, Tom Sawyer, detektiv. O čem pa govori ta zgodba? Ja, v fantu, ki pač iščejo neke zaklade, pol pa se nekaj izgubijo in morajo najti pot nazaj domov. Zaključila se je 3. bralna akcija Poletavci, poletni bralci, ki v knjižnici Medvode počasi dobiva svoje korenine. Otroci pa so predvsem koristno preživeli proste počitniške urice v družbi knjižnih junakov. V septembrskih dneh je knjižnica Medvode predstavila nov projekt Knjiga na potepu. V ta namen so postavili 2 leseni hiški, eno na zelenici pri igralih pred knjižnico, druga pa na zelenici ob sprehajalni poti za knjižnico. Nov bralni projekt tako omogoča priložnostno branje kar zunaj v lepi naravi in ob zvokih šumeče reke. In sicer smo razmišljali takole, včasih bralci, ker ima knjižnica tako lepo okolico, posedejo po klopcah, otroci se igrajo na novih igralih, morda se usedejo na stopnice pri reki in morda bi jim prav prišlo tudi kaj za brati, recimo kakšna revija, knjiga. Knjige za branje ni potrebno prinesti od doma ali pa si jo izposoditi v knjižnici. Na voljo so v 2 ličnih hišicah v okolici knjižnice. Izmed različnih knjig, ki nam jih podarijo bralci ali pa jih sami ne potrebujemo več, smo izbrali branje in smo rekli, to bo pa knjiga na potepu. Te knjigice so posebej označene, so shranjene v 2 hiškah, ena je pred knjižnico in ena za knjižnico in bralci si lahko to knjigo sposodijo, jo berejo in jo potem vrnejo, čim je pa zelo pri srcu, se pa knjiga lahko potepa še naprej. 4 septembrske srede so bile ponovno rezervirane za jesenske serenade, vrhunska kulturna doživetja, ki so že 28. leto zapolnila uvod v medvoško kulturno jesen. Sklepno dejanje je pripadlo zasedbi Kapela Karniola, ki je obiskovalce cerkve Svete Valburge v Valburgi popeljala v srednji vek. Po dekliškem kvartetu Galina, triu Mihael Hrustelj in trobilnem kvintetu Kontrast so tako kot zadnji kulturne sladokusce razvajali še člani ansambla Kapela Karniola. Že za nami kar ena serija koncertov, tako da se nam zdi, da naša energija kar lepo narašča in je bil to verjetno eden bolj sproščenih koncertov zdaj v zadnjem času. Ja, ambient je predvsem zaradi akustike za nas idealen, no pa tudi mislim, da programsko nismo posegli preveč v sakralnost tega prostora. Posebej prvi del je se popolnoma vklopil, je bil liturgičen. Rdeča nit koncerta De Arte Saltandi, s katerim se je zasedba Kapela Karniola predstavila v cerkvi Svete Valburge, je prepletanje glasbe, poezije in plesa, ki jih je srednji vek največkrat povezoval nerazdružljivo celoto in vključevanje vseh 3 elementov v njihov program. Poezija praktično v izvedbenem smislu brez glasbe ni obstajala. Torej, brane poezije ljudje niso poznali so samo peto poezijo. Leto pa je običajno spremljal tudi ples, tako da je to, kot sem rekel, en način doživljanja teh 3 stvari, ki ga danes v bistvu ne poznamo več. Torej, prepletli pa smo program nekje od dejansko srednjega veka, torej od francoskih trubadurjev, troverjev, preko minezengarjev do v bistvu ustvarjalnosti renesanse 15. in 16. stoletja. V slovenskem prostoru je relativno malo skupin, ki se ukvarjajo z zgodnjimi glasbenimi praksami, še posebno tistimi, ki izvirajo iz časa pred barokom. Kapela Karniola, ki se sicer pojavlja v različnih formacijah glede na različne glasbene programe,
od dua pa do tipične razširjene instrumentalne formacije evropskih srednjeveških mest, med svoje poslanstvo uvršča tudi oživljanje rabe glasbenih instrumentov, upodobljenih na slovenskih gotskih freskah. Tako da so te inštrumenti pa izziv za rekonstrukcijo, za oživljanje teh inštrumentov pri nas pozabljenih in nekateri od njih so v bistvu celo značilni samo za naš etnični prostor v tistem času, torej bi jih lahko označili prav za slovenske glasbene, lahko celo ljudske inštrumente tistega časa, kar daje v bistvu našim izvedbam eno avtentičnost ali pa vsaj slovensko pristnost ali prisotnost. Pristno pa je bilo tudi navdušenje navzočih, ki so do zadnjega kotička napolnili cerkev Svete Valburge. Meni je bilo prekrasno, sploh ker sem se pred obiskom koncerta krasno odpočila, tako da sem res lahko spremljala. To je zdaj drugi koncert, ki sem si ga ogledala. Drugo leto si bom vse, upam, v tej seriji. Ja, zelo lepo. Presenečena, da je to nekaj zgodovinskega ali pa nekaj novega. Pač res izkušnja, taka celostna, ne samo nek koncert, kjer pač sediš, poslušaš, ploskaš, poslušaš glasbo predvsem in potem greš domov, ampak zaradi tega, ker je pač tako celostno pripravljeno z vsemi kostumi, z vsemi inštrumenti, s tem vzdušjem, pač res in takoj na začetku je vsaj mene popeljal nazaj in sem res 1 uro preživela v srednjem veku. Zame je to nekaj čisto novega, jaz moram reči, da ne poznam te glasbe, tako da je bilo res čisto nekaj novega, zelo lepo. Večkratna udeleženka jesenskih serenad, se jih večkrat udeležite, je bilo to prvič? Ne, to je bilo prvič, ampak zdaj vem, da se jih bom še. Občinska kulturna zveza je že dolgoletni soorganizator jesenskih serenad. Uspešno sodelovanje z glasbeno mladino ljubljansko pa tako vsako jesen znova rezultira v bogati kulturni ponudbi naših krajev. Ja, pred 28 leti mislim, da se je Peter Militarov takrat odločil in povabil jesenske serenade v Medvode, takrat v dvorec Goričane. In od takrat naprej bogatijo, tako kot ste rekli, bogatijo medvoško kulturno ponudbo, posebej v tem začetku kulturne sezone, torej v mesecu septembru, pa tudi zato, ker v Medvode pripeljejo kulturne dogodke, ki jih je sicer manj oziroma ki so bolj redki. In zdi se mi, da je to še tista posebna dodana vrednost, ki jo tudi ljudje cenijo. Jaz vidim, da imamo približno polovico obiskovalcev rednih serenadnikov, torej to so tisti, ki jim jaz pravim, ki pridejo vse 4 tedne, druga polovica pa je ponavadi lokalnih prebivalcev, tam, kjer gostujemo, ki bi najbrž sicer ne šli poslušati kakšnega takšnega programa, pa zato, ker je njim blizu, pridejo in prisluhnejo. Le 22 moških in 9 žensk je minulo soboto sodelovalo, ali bolje rečeno si je upalo nastopiti na 3. Katarinskem teku v organizaciji Akademskega atletskega društva Slovan, Osnovne šole Preska in Turističnega društva Katarina. Sicer zgledno organizirana 3. izvedba tekaške prireditve, kot kaže po zaslugi za mnoge prezahtevne trase, večjega zanimanja med tekači ni bila deležna. Izredno razgibana proga od štartno-ciljnega prostora pred podružnično osnovno šolo Topol tekače vodi čez katarinske strmine na Mali Tošč in Grmado ter nazaj. Slikovita kulisa sicer precej zahtevne trase je vsekakor skladna z glavnim sloganom prireditve Vrnimo tek v naravo. Krasni tereni, vreme, dobri ljudje, družba, dežja ne bo, smo se zmenili, čeprav se že nekaj rosilo, ampak mi smo zmenjeni, da bo vse izteklo tako, kot mora, varno, zaradi poškodb seveda, in rezultati bojo primerni. Razen nekaj kapelj pred štartom dežja na srečo ni bilo. Žal pa tudi nemnožične udeležbe tako tekačev kot obiskovalcev. 11-kilometrska razdalja s preko 800 metri višinske razlike se, kot kaže mnogim tekačem, zdi pretrd oreh. Udeležba je res nekaj manjša, okoli 40 tekmovalcev se bo letos pognalo iz štarta. Verjetno je pa to krivo tudi delno vreme, delno pa tudi proga, ki je izredno težka. Torej v bodoče boste progo skrajšali oziroma jo naredili bolj položno? Smo že razpravljali na izvršnem odboru oziroma organizacijskem odboru, da bi to progo malo naredili lažjo, bolj prijazno rekreativcem in verjetno, da se bo drugo leto to tudi zgodilo.
Predstavnik soorganizatorja Akademskega atletskega društva Slovan je dodal še razlog več, zakaj katarinski tek ne privlači širših množic. Imamo ekipe, ki vadimo z njimi tam 80-100 ljudi, ki redno vadi, in maratonci so predvsem tisti, ki se udeležujejo raznih tekem in so, kako izrazili, skepso zaradi možnosti kakšnih poškodb, ker se pripravljajo za Münchenski maraton v oktobru, plus da je še ljubljanski in mogoče je potem zaradi z naše strani mogoče nekaj spada pred tekmovalcih. Ciljna ura se je tokrat prvič ustavila pri 51 minutah in 32 sekundah, po zaslugi najhitrejšega Matica Plaznika. Ja, celo tekmo smo kar dober tempo imeli, smo orang tekli, proga je zelo razgibana, skozi gor dol, tako da ni nobenega počitka. Sem se mogel kar potruditi za zmago. Kakšna taktika posebna? Ne, nič, na začetku smo tekli v skupini, nas je bilo par tekačev, smo skupaj. Po ene polovici proge so ostala samo še dva, potem pa vzpon na Garmado sem recimo malo šel, tekaču za mano in potem nas pustil pa če do cilja večjo razdaljo. Ta je na koncu znašala 20 sekund in odličnemu košarkarju Timotaju Bečanu prinesla drugo mesto. Prišel sem pač tako za nek tak lep trening narediti, v bistvu treniram košarko in pač to kot neke priprave, veliko tečemo v prostem času. Si imel danes posebno taktiko, si se ravnal po prvem? Ja, vedel sem, da sem malo zmatran in začel sem bolj počas, potem nekje na tretjini proge sem malo pospešil. Sem verjetno tudi malo pretiraval, ker me je pol, se pravi, zdaj drugi prehitil. Ja, drugače pa malo bolj počas bi mogel. Tretji absolutno je bil Afganistanec Bašir Rezaj, absolutna ženska zmagovalka, ki je progo premagala v uri in 9 minutah, pa je postala Loreta Kmet. Vemo, vsi, ki dajo štartno številko na prsa, začnejo tekmovati. Mi bi želeli, da ne bi vsi tekmovali, da bi prišli tudi taki, ki bi se samo sprehodili čez progo, malo tekli, malo hodili, vendar vemo, da štartna številka naredi svoje. Naj udeležba šteje kot tekmovanje ali le dober trening. Važno je, da so bili prav vsi nastopajoči mnenja, da bi si katarinski tek zlasti po zaslugi dobre organizacije in slikovite trase vendarle lahko zaslužil bistveno večje pozornosti tekačev. 5 zmag od 8 možnih in skupno 10 medalj. To je tekmovalni izkupiček članov Nordijskega društva Medvode, ki so se prejšnji petek na domačem terenu pomerili v teku na tekaških rolkah. Kot kaže, je medvoški smučarsko-tekaški podmladek v odlični formi, pa tudi domačemu klubu organizatorjev gre pripisati visok organizacijski nivo. Članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode je minuli vikend na domači zelenici izgubila proti Iliriji Elektralux, selekciji v 19 in v 17 gostovali v Gabarjah, prva je izgubila s 5-0, druga s 3-0, v 13 je s 3-3 remizirala v Kočevju, v 11 je na domačem terenu z 9-0 premagala Dlan Logatec, v 9 pa je v Ivančni Gorici premagala Slovan in Svobodo, izgubila pa proti Trebnjam in tako osvojila 6 točk. V slovenskih kegljaških ligah je bilo odigrano drugo kolo. Ekipa Hidro, ki nastopa v prvi B ligi, je 6-2 izgubila v Kočevju, ekipa Medvode pa je v tretji ligi Zahod remizirala v Pivki. In še izidi ligaških tekmovanj v prstometu. Prejšnjo sredo je ekipa ŠD Senica Lotrič na gostovanju premagala ekipi iz Jesenic in Gori ter jesenski del tekmovanja končala na 5. mestu v prvi državni ligi. V Kranju pa so potekale tekme druge lige, ekipa ŠD Senica Daf je premagala Šenčur, ekipa ŠD Senica Procesi pa je tokrat klonila proti ekipi ŠD Rokce. Na enem izmed medvoških parkirišč je voznik trčil v drugo vozilo in potem pobegnil. Policisti so povzročitelja odkrili, ker so izvedeli registrske številke njegovega vozila in mu bodo izročili plačilni nalog. In kaj so počeli v preteklem tednu povzročitelji kaznivih dejanj? V Smledniku so vlomili v zaprto kolesarnico in ukradli gorsko kolo. V Medvodah pa je nekdo poškodoval tujo stvar. Nekoga so policisti obravnavali zaradi nasilja v družini in neplačevanja preživnine, tatovi pa so odpeljali tudi eno osebno vozilo in eno kolo. Medvoški policisti pa vse občane opozarjajo, da zaznavajo več poskusov vlomov in tatvin kot običajno, zato poskrbite, da boste imeli svojo lastnino dobro zavarovano.
Vse občane pozivajo, da če boste v okolici svojih domov videli sumljive osebe, ki s svojim ravnanjem kažejo na to, da bi utegnili storiti kakšno kaznivo dejanje, to prijavite takoj na policijsko postajo Medvode ali pokličite na 113, lahko pa tudi na anonimni telefon 080 1200. Prvi letošnji jesenski konec tedna preživite čim lepše. Morebiti na kakšnem sprehodu o občudovanju prelepih jesenskih barv in sadov. Nasvidenje.